Živja družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa odgovor na vprašanje mojemu prijatelju Diegu Angelu. In sicer me je vprašal, katera zadeva je bila najtežja zame v mojem procesu. Moram reči, da je pač izguba vida je vplivala na vsa področja mojega življenja, tako da ne bi mogla izbrati ene same zadeve, ampak ena izmed zadev, ki se mi je zdela pa definitivno ena izmed najtežjih, je bila pa izguba moje službe v narekovajih. Ker jaz sem že od 16. leta naprej sem delala in jaz sem uživala v delu. Jaz sem vedno delala v eni, dveh, včasih celo 3 službah. In res, meni je to užitek, meni to ni muka in si nisem predstavljala, kakšno bi bilo moje življenje brez dela. In v tistem momentu, ko sem pač se soočala s to situacijo, sem bila v eni od mojih sanjskih služb, ne vem, tako je hecno v bistvu, no, jaz imam pač službe, v katerih sem uživala zelo različnih področji. No, v trenutku, ko sem se soočala z izgubo vida, sem učila angleščino v dvojezični šoli v Mexico Cityju in sem učila otroke. Tako da je bilo tam kar več mojih ljubezni zajetih, ljubezen do otrok, do poučevanja in do angleščine. In jaz si nisem mogla predstavljati, da bi pa kar za do konca življenja, da pač jaz tega ne bi mogla več početi. To je bila ena zadeva, ki je bila popolnoma nepredstavljiva zame. Druga zadeva je bila strašanska skrb, kako bo moja družina preživela samo z dohodkom mojega moža. In tretja je bila, kaj za vraga bom jaz počela cele dneve, če ne bom mogla delati. Tako da sem se odločila, da v procesu, ko sem izgubljala vid, sem hotela narediti vse, da bi jaz službo obdržala. In je bil to kar projekt, moram reči, ker sem od doma do službe sem mogla iti z 2 avtobusoma. Za začetek sem mogla hoditi en košček poti do avtobusne postaje. In pač z ene avtobusne postaje je šlo več avtobusov v različne smeri. In jaz že pač nisem več uspela prebrati, kam gre kakšen avtobus in sem tam mogla pač prositi za pomoč ostale potnike, če mi povedo, kateri je moj avtobus. No, potem sem mogla pa na določeni točki stopiti in iti z drugim avtobusom proti šoli. Jasno, da hoditi takrat nisem mogla z belo palico, ker sem hotela svojo situacijo skriti. No, potem, ko sem pa prišla v šolo, so me pa čakale težje preizkušnje, ker sem jaz pač želela skriti mojo situacijo pred lastnico, pred direktorico, pred sodelavci, pred otroci in pred starši. In pač jaz sem mogla biti vsak dan, cel dan na preži, da jaz se ne bo dal nikakor ugotoviti, da jaz ne vidim dobro, da jaz službe ne bi izgubila. In sem mogla biti zelo kreativna pri tem. Recimo sem imela težave s popravljanjem stvari v šoli. Jaz sem takrat učila 2. razred in sem rekla otrokom, tako en način učenja je pa tudi ta, da lahko opazite napake. Tako da lepo prosim, zamenjajte delovne zvezke ali pa zvezke, odvisno kaj je bilo, in jaz sem dala pač prave rešitve na tablo, to sem še vedno videla, če sem se dosti približala. In sem rekla, no, popravite svojim sošolcem. To je bila ena varianta. Ali pa recimo smo kakšna obvestila pošiljali domov staršem in so morali potem nazaj poslati odrezke s podpisom in jaz nisem mogla po seznamu ne preverjati, kdo je prinesel, kdo ni prinesel in niti iz odrezkov videti, pač imena pa priimka učencev. In sem si vedno zbrala enega asistenta, ki je z veseljem pomagal. Potem sem imela recimo težave pri uporabljanju računalnika, ker nisem več pač uspela z miško klikati, kamor bi bilo treba, in so vsi otroci z veseljem sodelovali. Tako da sem pač zakamuflirala mojo situacijo. Bilo je že tudi jasno, da je moj mož popravljal teste, on je vpisoval ocene. Težko je bilo tudi recimo pri izhodu, ker imajo pač tukaj otroci nesejo malce v šolo in potem imajo ene torbice za hrano posebne, pa ruzake, in oni so sedeli na dvorišču in jaz sem že tako slabo videla, da me je skrbelo, da bom na kakšno to torbico s hrano stopila ali pa na roko kakšnemu otroku. Na srečo se to nikoli ni zgodilo, ampak to je bil eden od mojih strahov. No, potem za moj 40. rojstni dan, ki je bil med počitnicami v šoli, so pa prinesli torto zame in me je koordinatorka prosila, da naj jaz odrežem torto. Sem rekla, jaz ne bi, daj ti, prosim. Je rekla, da se je zdelo malo nenavaden, ampak je pol ona to razrezala in jaz nisem hotela tega narediti, ker bi lahko vsi videli, da jaz že ne vidim. Ampak ta isti dan sem pa jaz razumela, da pa pač ne bo več možno, da jaz učim tam.
Ker prvo, kar je bila pot od doma do šole nevarna zame. Naj sploh ne omenjam tega, da smo bili v Mexico Cityju, ne, da je nevarna za kogarkoli, ampak zame še bolj, kaj če bi se predela z avtobusom zapeljala, kaj če bi kakšen avto spregledala, pač iz teh razlogov. Potem otroci so navihani, pač ne, drugarčki, tretjarčki, karkoli so že bili in se včasih igrajo, pa včasih tu kakšnega porinu, ne preveč, ampak malo, ampak nesreča se lahko 1, 2, 3 zgodi. In če bi se zgodila kakšna nesreča zaradi tega, ker jaz ne vidim dobro, bi mi bilo strašansko težko, bi se pač počutila bi se krivo, no. In enostavno sem razumela, da pač ne morem več poučevati. In sem se odločila, sem imela 3 dni, sem imela vročino in sem 3 dni praktično prespala, ker je bilo to tako težka zadeva zame. V glavnem sem spala, pa tja sem malo tekočine pila. No, potem sem šla pa k lastnici šole, ki je ena izmed angelov v mojem življenju. In sem jim povedala, da pač ne vidim, da ne bom mogla več učiti. In jaz v tistem momentu nisem imela še obnovljene pogodbe za novo šolsko leto. Rekla, veš kaj, nič ne skrb, bova pogodbo obnovile, pa te bomo invalidsko upokojili. No, in mi je pomagala, jaz res tudi enkrat več nisem v šolo stopila in so me invalidsko upokojili. Tako da to je bila zame definitivno ena izmed zelo, zelo, zelo težkih situacij. Ena, ki je zahtevala, ne vem, tektonske premike v moji psihi in v mojih, ne vem, vrednotah in kar se tiče mojih strahov, je bila res ena zelo, zelo zahtevna izkušnja. Če slučajno vi imate kakšno invalidnost tudi, kaj je bilo pa za vas, ali pa katere zadeve so bile pa za vas težke v tej situaciji? Če pa ne, kako se vam pa zdi to, da jaz pravim, da imamo pač čip preživetja in da v takih, ne vem, kritičnih situacijah, da iz sebe potegnemo nemogoče, a ni to fascinantno? No, pošiljam vam en pozdrav čez lužico, pa se dobimo tukaj naslednji četrtek. Živjo!